Dobar dan, jaz sem Marko Kramar, arhitekt. Pred sabo bom, tako kot je bilo že navedeno, knjižnik, zakolektivno knjižniče, ampak tržnico organijsko, tukaj nekaj se nekaj novih del, ki se tudi tičejo modelov. Delam namreč že 20 let na arhitektu, kar pomeni, da praktično od samega začetka ne vem, začin delamo knjižne zunanje in nekaj nekako domač. To je en objekt v Tešu, ker sem nadelal fasado, ki se tam se izvedel samih pa model. Takrat bil učenik vstajal, spremni učenik vstajal, prvi na arhitektu, so tako reč, da se cel model Teša. Tole je en novejš kompleks natečaj Brdo 2, ki je tudi nič energijske stavbe za 700 stanovanj, praktično brez zadnje energije, to vključno imobilnostjo. To je en večjih projektov, ki smo ga tudi deloma preko sezone hiše v Ljubljani, en večjih večstanovanjskih objektov v Evropi, v tem Sangradu, da so ničeninska hiša, pasivna stavba. In to je projekt, ki je zdaj trenutno potekal, kjer sem tudi vključen, to pa je delkrat razvoj fasadne obloge, ki so sestavljena iz VPC, vrtokrasti kompozit in pa protna izolacija iz aerodela. To je v bistvu alternativni material, ki je za tehnologije same predrag in tukaj je ideja, da bi se probal narediti s tem materialom dostopen element, ki bi zanimiv tudi za širšo uporabo. Moj del je tukaj digitalizacija teh elementov, drugače tukaj za razvojno material. Zdaj sama digitalizacija, o tem se je že veliko govorili, da to zelo hitro šel skozi, ampak v bistvu stvar je v tem, da smo v zadnjih letih, ko smo videli pisanje ognja, tako naprej, ampak mislim, če se gledati celno zgodovino, smo videli res v ekstremno hitrem razvoju tehnologij. Če se mi se spomnimo, pa nismo tudi stari, pa se spomnimo, ko se zelo prigeli še, vsi se ne tukaj, ampak mislim, če je to ta proces, ampak tudi, če sam kar se računalnik, ki se je to obrazno spremenil, to je bilo kasnejših stvarih pokazal. Zadeva je taka, to je čisto normalna situacija in ni samo v družbenem, v državnem življenju, ampak tudi v delovnem okolju. To je moja analiza, nekaj zgleda tako. Ni več širokih, ni več paralel, ampak so same naprave. To pomeni, da v bistvu z digitalizacijo prihajajo čisto druga orodja, ampak prihajajo tudi možnosti, da praktično po vsem svetu lahko v ekipu šeraš oziroma pošiljaš neke svoje projekte, ki so bili v realnem času kjerkoli. To so ogromne prednosti tega informacijske dobe. Sem tudi član civilnega društva, ki se ukvarja z izobraževanjem, pripravo smernih priporočil, pripravo smernih črta njihove zakonodaje. To se mi zelo pomembno tudi dodati, da smo nekako gre v to smer razvoj tudi v inštitucijah Slovenije, da bi se 2021 vse projektiva spremenila digitalno in se vsi projekti dodajali izključno digitalno. Te platforme se že tesno delujejo, mislim, da je ministrstvo za infrastrukturo, ampak dejstvo je, da se to smeriti in mi pač gremo. Mislim pa, da tudi večina kolektivnih birojev, ki so še obstajali na avtoterih, se počas že posvečajo in pripravljajo. Razširjanje znanja je za moje pomembno zelo pomembnih sestavnih delov nekaj strokovnega procesa. Zdaj je pač čas takšen, da se vsak dan pojavljajo nove tehnologije, nove programe, update, kar nas včasih tudi stavlja pamet.
Ampak dejstvo je tako, da če tega ne slediš, tega ne moš uporabiti, to je pa praktično vsakodnevno izobraževanje. Tole je, bom rekel, ena taka schema, ki sem jaz pripravil, ki sem zelo pomembna zelo zeleno, je neko ročno delo pa arhitektu, ker mislim, da še te ostaja v večini, vmes je projektiranje in na konci se morajo izgraditi. To so nekako sklopi in v klasičnem risanju smo uporabljali rotringe, papir in to, kar je črno bolj pomeni papir. Potem se je to digitalizirano, to se zdaj včas reči, da je to digitalizirano, ampak to pomeni, da se izključno rotring zamenil za računalnik. In to se je v bistvu dela dolg časa, programe za bolj znanje risanje. To nima nobene veze z odlikom. V bistvu bili projektirane pomeni ta način projektirane, pomeni, da so v bistvu informacije so vse digitalne, tudi na konci je tudi digitalne, ker se potem skrita v papir, ampak so tukaj, recimo, sami smo to projektirali, da pomeni nekaj podlaki, kjer je zadnja verzija projekta. Pomeni pa, ker ste proizvod programi, da je to pomembno, da se točno ve, da imajo ljudje linke, ne imajo kupenih CD-ev, ki jih ponobene ve, ki je zadnja verzija, ampak da se nekje nahaja vedno pravi projekt. In tisti, kjer je bolj vstop v te baze, vedno ve, kje to je. Lahko se stavni pavti, kjer so mogoče dostati. Seveda, možnosti tudi več, ko je ena schema, ki so čisto realna schema z realnimi softverji, s katerimi mi delamo, oziroma je možno narediti kompletni din, pomeni arhitektura, stavne inštalacije, elektroinštalacije, opise in tako naprej. Se pravi, v fazi projektiranja in v fazi vzdrževanja izvoza. To se meni, da je zelo pomembno, jaz sem to zase delal, ker smo poleg veliko govorimo že leta o tem, ampak se prav prišli enega projekta, da naredimo in ne najdeš projektantov, ki bi to resnic delali. Cilj morajo seveda biti projektanti, ni to važno samo za uporabljanje, ampak morajo biti vrhunskih strokovnjakih, ki uporabljajo. To je zdaj tridimenzionalnost, ki je tudi ena od glavnih lastnosti bima, seveda možnosti, ki omogoča takšen model je veliko, se pravi, lahko si gledamo to, ki možeš prevideti v predhodniku, pogledamo na virtualnih očalih, se pravi cardboard, lahko gledamo tudi klasični očali preko tablice, lahko rečemo sami na monitorju. 4 in 5 je bilo že podobno gledano, tako da se gledamo. V upravnem nastavku je eno zelo pomembno področje, ker sem se zdaj nekaj začel z njim ukvarjati, ker je tudi še praktično neodkrito pri nas v Sloveniji in je pa tukaj velika možnost za tega, ker se veliko v tej fazi izstavljamo, ki mogoče lahko zelo veliko. Zdaj, še okrog te digitalizacije, vse se digitalizira, tudi realno poje, recimo to je najlepša možna stvar, da se ne digitalizira, ker praktično nam prenesel fotoposnetke na sekundo z tega sveta, včasih mogo to dati prošnjo na filmske strukture, pa se včasih mesec za eno pišo, da se to pogled zvrhne, da ti imaš street view in vse. Poleg tega se tudi v tem virtualnem polju dogaja recimo čisto realni dogodki, to je en dogodek, ki je GBC Romunija, Priletija, kjer so da čisto prava predavanja, vse po virtualnem svetu. Ti se pravi noč avatar in si hodil v teh stvarnicah, te stvarnice so žive, to ni biblioteka, to so verjetno zaredno, vse in lahko verjetno poznate, da to obstaja. In tu smo mi čisto pravo predavanje. Jaz smo nas vladili in smo to se veliko se nadaljali. In jaz sem tudi srečil, da je nekaj kreativno. Ti načinega, vidiš drej, spogovarjati. Tudi perfektno različno. Hočemo reči, da so digitalizacija na to omogočena. Lahko nekdo iz Arktike, pa nekdo iz Južne Afrike, s tem spogovarjati. Zajemamo podatkov, to se že tiče recimo tega projekta. Podatke se zajema znatno tehnologije, se pravi snemanje 360 cp, to se lahko gleda tudi 25 miljeznjami. Tako posnet
ker lahko se ti potem v hiši izumiraš in naprej. In seveda se tudi stavlja na ta način posvetne, ki so statične, to očitno zanimivo. Zajemanje teh podatkov za stavbe pa poteka lahko ročno ali pa digitalnim metrom, s statične meritve, s fotogrametrijo ali pa s realističnim masovskim skeniranjem. Mi smo pri naši stavbi uporabljali vse potrebne. Tudi output, se pravi izhodni način je lahko različen, se pravi klasičen vladi je printanje, registrov načrtov, printanje maketa, printanje stavbe. Mi si to bili vključeni tudi v pripravo enega projekta EOPRO, ki je slovenski partner, ki je žal pa nisem bil, to še smo ožili izborom, ampak država celo nisem. Da se odbijamo na tem projektu. To je pozdaj celiki te večjega tržnice, s kolegom Jošem Počem sva to delala lanskim leto. Levo je tržnica Blesenje model. V bistvu gre za eno mogoče zanimivo razdev. To je nekaj drugega, tudi druga uporaba bima, ki je predstavljena. To gre za obstoječe objekte, te je podarek na skenirati že obstoječo stavbo in je sproti nazaj v biti. Pri teh stavbah je mogoče zanimivo to, da so polne detajlov in se sprašuje na tako stvar. Delati v bim, da je moč narediti na pol, ampak moč narediti praktično pol centimetra natančno vse. To pomeni, da tudi razni dobri kamlo pa tega se modelirane smisla, kot se je vzela tekstura pač medika, ki se lahko vedno pregledi sami, ampak vsi detajli pa morajo biti. Meritve so se opravile delovno z metrom, sledeče je stavba mogoče samo kilometra na tače področje. Fotogrametrije, 1500 fotografij, ki so bile posnete, ki so bile posnete, so naredili od točk, kombinirane z vedeckih posnetkov, se pravi, te bioločne točke so vedeckih posnetkih, ostale pa fotogrametrični kontra. Na osnovi tega se je v bistvu potem delal izris, ampak je treba poudariti, da smo ugotovili vsi skupaj, da fotogrametrije za to podrobne skene ni primerne, zato ker je primerne še za vrh preproste objekte, pa za terene, pa nekaj, ki je bilo tako detajlov, da praktično zelo fine detajle do tega ročno. To je zdaj v naslednji fazi, ki delamo naprej, druge objekte, pravimo terestično, lasersko skeniranje, ki se nam bolj primerno za tako podrobne objekte, skala stav tudi mrežo točk, tudi imamo mrežo nekaj 2 mm, to pomeni, da lahko praktično brez dodatnih meritev pole zdaj rekimo primerno, to je spodnji sken, vzor je že kombinacija modela s skenom, se malo vidi transferih modele. Potem je to malo proces, kako deluje, praktično to, kar bi delal stavbo, tako najprej narediš delavnici, tiste elemente in potem module razporediš v objektu. Z nekimi motmi izračuješ elementi, ki se potem ponavljajo. Vsi elementi se ponavljajo in daš v knjižnične elemente. To je zdaj že nek umesen produkt. Za primerjavo pa to še ni dokončano objekt, to je zelo delo, to še ni finalizirano, ampak to primerjava z obstoječim. Zdaj, to je srednje tržnice. To je tudi to, ki je bilo predstavljeno v Phoenix Bioverju, se da potem delati privat, kjer je za vsak element možno tudi s tipom pride do podobnejših informacij, do dimenzij, do kvadrature vsakega elementa. Seveda pa tukaj ni to še tako pravno, je pa možno vsak tip opremiti modele z informacijami, ki se rabijo. Recimo, lahko se opremiti vse po materialih, recimo, da je to kamen, da je to celoletni 30, ali pa tudi koncovi, to je
mojster, kako vzdrževal to fasado. Svet, rekel, banalno, čisto vse se da opisati kot informacije. To je spet podobno, kot je kolega prej predstavil, kombinacija modela z risbami, z projekti, rezanje teh risb. Jaz sem to naredil kar posnetke za te, ki smo počepali natečali z tem, da bi to uživo predstavljati, pa sem se še nekaj zaubil, sem kaj slišal, da reč. Možno je se kombinirati na vse načine, risbe, rezanje in pa videno. To si lahko potem tudi, če ga zanimo, tudi na očalih, probali bomo tudi tale malo očala, tile, se aktivirati, malo že dobro, to pa samo ne, če bi to so zdaj še vizualizacije pri tej. Moram reči, da jaz nisem nek specialist za vizualizacije, ampak vse nek program, recimo kot arhitekt, ki močni se da, že v bistvu narediti kar se mi zdi spodobne zadeve, kot so blizu realnosti. Mogoče je ena zanimivost, če kakšen arhitekt, jaz sem recimo treba diplomiral, če bi reknamo, ampak tukaj je bil prečnik v bistvu tudi modern, ki sem narediš sončno študijo, to je stavljeno realno okolje z realno orientacijo, je ta južna fasada praktično cel projekt je sonce ne pride noter, stavbo v zimskem času je polnoma osvetljenja, se pravi tudi greva. Če bi zdaj to bilo zredno rekel, da je to napredna, klimatsko, napredna stavba. To je danost, sonce gleda skozi okno, neki gledalski projekt, Sam projekt je začel delati zaradi strešnikov, ker strešnikov so namreč izgledani po 70 letih in jih treba zamenjati. Samih strešnikov, ko so pogledaš na prvo projekt, reče, da jih je nekadne. Pa smo jih mogli vse imeti, ki je 16 različnih tipov. In to je prejšnji projekt skladno. To so v bistvu, ki izgleda projekt neka skladnost, ampak vsak element, ki danem, pa padajo. En ima daljše, en ima krajše, tako naprej. Linealno. Na ta način praktično tudi spoznaš vse, kaj je skladnost. Ker moraš dejansko zrisati. Ni forme, ker si mrsi to, ker si napravili začinačno misli, in to, ko skeniraš, pomočno model. Ker vmes je še mogoče nekoliko tega, pa je pa model. Tako da to ni rekel sam računalnik, ki si bil narovo predstavljati. Dinamično vse zgodilo. To pa je zdaj nekak končni rezultat, model projekta, tudi same te zadeve, ki so stavne zadeve, tudi je vsem open inovacije, potem je bil popolni tudi s temi screenshopi. Tudi je moče imeti pregledna razlina tudi za tiste, ki so na isto trajno. Potem se da to, potem kažem, da se to vse okolje svoje kodami, s katerimi potem vsakdo lahko samo za enim tipom pride do PDF-a in si ga prenese in skupira. To se da, ogromno se da izkoristiti te digitalne tehnologije. To je to. Zdaj, če bomo probali še tam na naslednjih vprašanjih, če bomo dobili to vprašanje. Dobro, vprašanje. Če dovolite, jaz sem napravljeno. To je zajemanje, ki je znatnega tipa, se je pa situacija, ki je pač naravnost povečja. Pri tem imamo ogromne razlike, ki je pa povladati. Osnovni modeli niso namenjeni obdelavi vlaknih točk, ki programski opremi se delajo vlakne točk, lahko se jih potem omogoči, da osnovni modeli navike in na osnovi tega generirajo bolje, torej letne od naravnosti. Ja, samo eno bolje, Za obdelavo vlaknih točk. To smo dobili oddelati. Nisi rekel, da Nisem oddelati, vse to vlak točk je bil
je bil 2 giga. Mi smo se že prej z odletom bolj pomenili, da smo bolj izkušnja, ker je CTX zadev kot slem in smo imeli idejo, da bi naredili eno vlak točk nekaj bolj redek, pa več manjših teh oblakov v detalj. Ampak imamo predali, da je potrebno več, ker probiti kar maksimalnega razmoka, potem ker je tukaj ciklus. Ni je šlo. In smo morali biti seveda prejmo, računalnik mora biti zmogljivo do strano mora biti, SSD disk, in potem gre. Pa seveda si moč tudi disciplinirati, pa malo zmerati. Treba da šli cel vlak točke uglavnom, če se nekaj delaš. Bilo je želja, so se imeli bilo je zunaj in počtek. Veliko manj smo se razvali pri hitnih način. Jaz tudi delano vedno vam vsem se kopene napravili. Čas, ko smo pa začeli na arhitekt delati, pa Matjaž Šegel smo tudi rasli imeli skladne objekte, vse, ko smo bili hitne, tako. Zdaj smo pa razvajeni. Tako, če ti malo se umiš, se to opet se dobro. Je pa res, da to lasek sekcioniranje, vam fotogramistične, za tako podobno objekte je v bistvu lasek sekcioniranje. Drugačni del. Za ti zdaj, ko na tej fazi ni bil tega hite enkrat, če ne zdaj ima. Vse je bilo Marko, bil dopoln razgovor, malo znanje vzelo. Oblaka točke, splošen pristop je imalen ta, da se, kada je vedno vključenje podatkov, ti podatki razrežejo na manjše segmente, po etažah, stvar pristopa. Bistveno je, da se obdržijo v koordinatnem sistemu, zato ker jih v model kličeš potem noter po delih, in se mora celovita geometrija objekta ohranjati s koordinatnim sistemom, oziroma z umestitvijo teh oblakov točk v koordinatni sistem ohranja. Tako da generalni pristop je ta, da je Marko v bistvu bilo to rešeno zaradi tega, tako da se je kar cel oblak točk dal naenkrat v arhitekt, samo zato, ker je bilo to možno. Ta objekt ima relativno malo ploskov, površin, in zaradi tega je bila količina podatkov manjša. Kadar je pa to objekt, kadar ima polne fasade, to tiste blišče, se pravi, neki zidovi so, znotraj zunaj posneti, je teh podatkov kar naenkrat hiter 10, 20, 50, 150 giga lahko, Tam je pa treba razparcelirati ta oblak točk in ga podeliti klicati noter. Lahko se tudi zelo razreči, to, da se samo konturo posamezne etaže vidi in se grobo zidove modelira na ta način, detalj se pa spet kliče samo parcialno tisti del podrobno v posamezen program. V modeliranju tisti del, ki ga hočeš podrobno delati. Tako je, če sem razjasnil, kako gre ta zadeva. V bistvu ni težava obvladovanja te količine podatkov, samo pravilno treba prepraviti podatke preklicati noter, tisto, kar se radi. Hvala, vi ste to s prve roke izvedeli, Luka je delo namreč pripravo tipko. A Revit ste gledali vam? Ne, nikaj niti Revita, niti AutoCAD, nisem nikoli videl. Zdaj se še koliko je komunicirati. No,